Galerija Prešernovih nagrajencev za razstavo Franceta Peršina postavlja na ogled umetnika, ki po našem mnenju ni bil deležen dovolj velike pozornosti strani likovne scene. France Peršin, nagrajenec Prešernovega sklada iz leta 1971, predstavlja pomemben del likovnega sveta. Že kot član skupine 53 je poleg ostalih, predvsem Draga Tršarja in pa Marka Šušteršiča, predstavljal umetnika, ki je videl naprej. Umetnika, ki se ni zadovoljil zgolj z časom, v katerem je delal, temveč je njegov pogled segal v prihodnost. France Peršin je tisti umetnik, ki se je redko pojavljal v slovenskih likovnih razstaviščih, saj je minilo že precej let, preden smo ga lahko nazadnje videli v Mestni galeriji. V Kranju je predstavljen s 53 deli iz obdobja 1955 pa do 1994. Dela so iz družinske zapuščine sinov Blaža in pa Aleša. Nekaj del pa smo se sposodili tudi iz podjetij, ki hranijo njegova dela. Akademski slikar France Peršin sodi sicer v generacijo, ki se je izšolala takoj po drugi svetovni vojni že na novo ustanovljeni Ljubljanski akademiji. Sam pa se je, potem ko je težko preživljal vojne čase v ujetništvu in konfinaciji v Italiji, najprej odločil sicer za študij na pravu, pa ga je opustil, ker ga je seveda gnalo v vode likovne umetnosti. Zato je imel seveda tudi dober zgled, že najprej pri bratrancu kiparju Karlu Putrichu, in tu gre za neposredno povezavo na neodvisne, ki so bili v nekem smislu njegov vzor, in morda je od tod tudi odločitev, da se ni odločil za šolanje na Ljubljanski akademiji, ampak se je odpravil v Zagreb. Na pričujoči razstavi smo sicer izbrali zgolj 3 poglavja iz zelo raznorodne in bogate likovne zapuščine Franceta Peršina. Osredotočili smo se najprej na njegove lastne podobe, z njimi razstavo nekako uvedli in že v tem poglavju pravzaprav ujeli tisto rdečo nit, ki teče do zadnjih del in na to njegovo risarsko bravuro, na njegovo izjemno risarsko kulturo, na te barvne konture, na ta v resnici skelet, na katerega skoraj monohromno zgodbo uglasi. France Peršin, moj oče, je ustvarjal v glavnem vsa svoja dela v Trnovem, bivšem predmestju, zdaj centru skoraj Ljubljane, zelenjadarsko okolje, kjer smo imeli tudi svojo hišo, kjer sta domovala tudi njegov ded in babica, oziroma oče in mama. Naša hiša je bila v bistvu en tak pretočni element, če lahko tako rečem, kjer so hodili na obisk različni slikarji, se jih spomnim tudi jaz sam, Štefan Planin, Savo Svovre, potem je bil Marjan Dovjak, Vladimir Lakovič, Karl Zelenko, Gabriel Stupica, bil arhitekt tudi Stanko Kristel, Špinčič, Glanc, tudi kakšni igralci, Duša Počkaj, Rozman in tako naprej. Skratka, bilo je kar veliko ljudi, ki so pa v bistvu vsi ustvarjali en tak mini mundus, dosti boemski, lahko tako rečem, kjer so se veliko pogovarjali o umetnosti, o različnih izzivih, ki jih je umetnost takrat nudila. Pa moramo tudi vedeti, da je bil takrat tudi drug nekak sistem življenja, živeli smo še v socializmu, tako da je bil tukaj tudi en tak v bistvu pretok tudi idej, kjer se marsikdaj pogovarjali tudi o kakšnih političnih stvareh, ki jih pač mogoče na kakšnih drugih forumih ali pa drugih priložnostih
ni bilo moč slišati. Tako da je bilo glede tega zelo zanimivo, ne. Oče je bil med drugim tudi profesor na šoli za oblikovanje, kjer je v bistvu dostikrat tudi svoje učence vabil domov v njegov atelje. Jaz jih spomnim, Marija Lucija Stupica, Janez Bončina Benč, Miran Mohor iz skupine Irvin, razni drugi mlajši, ki so zdaj že malo starejši seveda. In v bistvu vsi so se očeta recimo dosti dobro spominjali, predvsem v tem, ne samo po samem pedagoškem, teoretičnem delu, ampak predvsem po tem, da jih je v bistvu navduševal za umetnost. Se pravi, da jim je umetnost predstavil kot nek izziv, kot neko polje, o katerem je potrebno razmišljati in v bistvu, kaj umetnost sploh ponuja, kakšne rešitve oziroma vprašanja mora postavljati in da je to bil tudi za njih mogoče en začetni korak. Marsikateri od njih je šel potem na likovno akademijo v Ljubljani, marsikdo je šel študirati tudi v tujino, tako da je bilo predvsem v 60-ih pa do sredine 70-ih glede tega zelo zanimivo, tako da sem se tudi jaz sam marsikaj od tega naučil in v bistvu tudi danes mi včasih še kdaj prav pride kakšen posluh takratnih dni. Druga zgodba, ki daje ton tej razstavi, pa je nekako tihožitno ubrana. In sicer gre za poglavje, imenitno poglavje njegovega Zelja, ki pa tukaj na tej razstavi pride še posebej do izraza v nekem posebnem vzdušju, ki ga ti imenitni prostori Prešernove galerije ponujajo, kjer se povežeta ta stara arhitektura z nizkim lesenim stropom, pod katerim je to imenitno tihožitje Zelja od ranega jutra pa do večera, v nekem smislu malo impresionističnega pristopa, kako se krajina, ki je tukaj seveda osredotočena na to njivo tega izobilja, pojavlja v taki ali drugačni osvetljavi, pa seveda prihaja do nekih povsem surrealističnih občutij, vizij, saj so povečave do take mere prignane, da pravzaprav pozabimo na to vrtnino, ki se ji je Pršin v glavnem posvečal, se je ta struktura, te žile, teh listov ali pa celo razrezanih glav, ki nam razprejo povsem drugačen pogled v ospredju, se pravi, da gre res za neko mistično pokrajino, neko tihožitno zgodbo, ki je povsem unikatna. No, vodilo pri tej figuraliki je njegovo ožje okolje, kjer je zrasel, preživel svoje otroštvo in se v svojem zrelem slikarskem opusu poklonil svojim prednikom, predvsem materi in očetu, ki sta na Trnovem bila vrtnarja, poljedelca in svoje pridelke potem ponujala na ljubljanski tržnici. Spet tukaj je cela vrsta figuralnih tem, ki so iz tržnice, pa seveda najprej iz prizorišča, kjer oče in mati ustvarita, vzgojita vso to
svežo zelenjavo, vso to zelenino, ki jo potem na ljubljanski tržnici prodajata. Za to rojevanje, za genezo njegove ustvarjalnosti pa nam služi še nekaj imenitnih risb, skic v temperi, kjer pokaže svojo izjemno barvno občutljivost, pa seveda spet je tu vodilo črta, linija, ki vselej oklepa bodisi njegove obraze, bodisi tudi tihožitne teme, se pravi to že prej omenjeno ozelje. Tretje izbrano poglavje Pršinove ustvarjalnosti je namenjeno tarčam in tem lutkam, krojaškim lutkam. Oboje ima seveda globoko simboliko, tako napad na potrošniško družbo po eni strani, po drugi pa seveda pri tarčah spregovori o nesmiselnosti vojne, ki jo je sam doživel kot še mlad človek in ga je to zelo vznemirjalo. Tudi kasneje se recimo dotakne apokaliptičnih tem in pod tem naslovom Apokalipsa danes razgrne svoj kredo, svoj filozofski pogled na likovno umetnost, postaja sam sebi kritik in to predvsem iz tega razloga, ker je ob kakšnih pomembnih, večjih pregledih bil prizadet, da njegovo delo ni bilo uvrščeno na te večje razstave in zagotovo ni soglašal vselej z likovno kritiko, pa je postal sam sebi kritik in to oster kritik. Zagotovo se tudi pri vseh delih, ki se jih loteva v ciklusih, in vsako od tem obdela do podrobnosti, obnaša do sebe najprej kot najbolj oster kritik. Dosti je bil tudi aktiven v društvu slovenskih umetnikov. Moramo vedeti namreč, da takrat je bilo društvo edino stičišče umetniške sfere, kjer se je v bistvu na podlagi računov, ki jih je društvo izdajal, lahko sploh poslovalo s takratno situacijo v takratni družbi, tako da je društvo bil na nek način neko cehovska organizacija, ki je pa kasneje seveda malce izgubila svoj pomen, ko smo prišli v 90-ih v to, lahko rečem, bolj neoliberalno pozicijo. In pa bil takrat v začetka, kar se jaz mogoče malce manj spomnim, dosti aktiven v skupini 53, ki je bila pač tista začetna skupina, ki je presekala socrealistično pojmovanje umetnosti in je kasneje še v dekadah 60-70 leta še kar nekajkrat skupaj razstavljala. Tako da moram reči, da je meni oče veliko dal, da v bistvu tudi poklic, s katerim se danes ukvarjam, bi bil mogoče glede mojih znanj veliko bolj siromašen, če takega očeta ne bi imel. Kot klasično izobražen človek
ki je veliko prebiral, ki je bil na tekočem z literaturo, ki je poznal seveda vso literarno klasiko, bil ljubitelj tudi glasbe. So ga vznemirjale tudi stvari, ki jih to razodetje v apokalipsi predstavlja, in to je tudi eno od poglavij njegovega likovnega razmišljanja. Povsod pa od začetka, od lastnih podob pa do poslednjih portretnih, lahko rečemo portretnih, upodobitev svojih staršev, svojih prednikov, je tista osnovna risba, v katero so vklenjene te figure, njegov razpoznavni znak.